Januarja je prvo leto mandata, ki sem ga nastopil kot direktor Komunale Kranjska Gora. Za prvo leto lahko rečem, da je bilo zelo uspešno. Večino programa, katerega sem si zadal, smo ga tudi uresničili, tako da tudi poslovni rezultat ob koncu leta je bil zelo dober, eden boljših zadnjih let, tako da lahko rečem, da sem zelo zadovoljen s prvim letom mandata. Upam pa, da so tudi občani in občanke zadovoljni z vodenjem in z delom, ki ga opravljamo. Predno ste nastopili svoj mandat, ste si zadali kar nekaj ciljev. Eden izmed ciljev pa je bil tudi ta silos, ki se nahaja tu za nami na dvorišču Komunale Kranjska Gora. Res je, za kandidaturo za direktorja Komunale Kranjska Gora sem spisal program, ki lahko rečem, da je zelo ambiciozen, lahko rečem tudi drzen. Vendar glede na pretekle leta, 10-letno obdobje v sosednji komunali, sem si nekako dovolil te cilje tudi zapisati, program, in lahko rečem, da v prvem letu smo tiste cilje, katere smo si zadali, ne samo dosegli, lahko rečem, da smo jih tudi presegli. Ena večjih pridobitev je ta 100-tonski silos, ki tukaj stoji za nami. To je zelo velika pridobitev, predvsem za odzivnost intervencije, potem za hitrost nakladanja in predvsem v prvi vrsti bi pa tudi povedal, je to predvsem zelo pomembno za varnost naših delavcev. V preteklih letih smo posipne materiale polnili naše stroje v Ratečah, dobesedno skoraj na cesti, sedaj po novem se naši kamioni polnijo na domačih dvoriščih. S tem pa smo tudi povečali varnost že samega nakladanja. Kupili smo tudi rovokopač JCB za pripravo posipne mešanice, sol in pesek, ki imamo ravno tako tukaj že predelane bokse, tako da se ravno tudi ta posipni materiali se polnijo na domačem dvorišču, tako da bi rekel, to, kar smo si zadali v letu 2017, smo v celoti realizirali. Obe investicije skupaj omenjeni pa sta višine cirka 150 tisoč evrov. V Kranjski Gori se v celotni občini posodablja vsa infrastruktura. V kolikšni meri pa je v to vključena Komunala Kranjska Gora? Ja, res je, kot ste tudi sami povedali, v občini Kranjska Gora se zadnje leta zelo veliko gradi, obnavlja, tako na občinskih cestah, površinah, kot tudi na državnih. Tukaj bi dal vse priznanje tudi občini Kranjska Gora. Kot Komunala Kranjska Gora smo vključeni v vse projekte, kjer mi vidimo, da smo lahko prisotni in predvsem tam, kjer mi vidimo potrebo po obnovi vodovoda. Tako da povsod tam, kjer se delajo nove ceste, kjer se delajo preplastitve ali sanacije, povsod tam je Komunala Kranjska Gora vključena, povabljena k projektu, razgrnitvi projekta in tudi vedno sodelujemo pri, kot sem že prej omenil, pri zamenjavi vodovodov. V občini Kranjska Gora tako povsod tam, kjer vidite, da se zadeve obnavljajo, se obnavljajo tudi vodovodne cevi, jaški in vse ostalo, kar je povezanega na vodooskrbi.